Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, niti angeli v nebesih, niti sin, ampak le Oče. Tako jasen je Jezus Kristus. Drage gledalke in gledalci, v to bogato jesen pa poseže še iz starodavnosti prerok Danijel, ko zapiše: mnogi izmed teh, ki spijo v prahu zemlje, se bodo prebudili, nekateri za večno življenje, drugi za sramoto in večno gnusobo. Pametni se bodo lesketali kakor sijaj neba in tisti, ki so mnoge poučili v pravičnosti, so kakor zvezde za vso večnost. Zemlja bo prešla, ta zemlja, na kateri stojim, bo enkrat nehala biti. Beseda Božja, beseda večna, beseda Jezusova, on sam pa je večen. Torej, takrat se ekologom ne bo več potrebno truditi za omejevanje izpustov v ozračje. Plastična embalaža ne bo več postlana po zemlji, ker je ne bo več. Ostala pa bo beseda. Mar ni to čudovito? Ostala bo beseda. In katera beseda to? Mar tudi besede tistih, ki so druge poučili v pravičnosti? Prav ti se bodo lesketali kakor zvezde za vso večnost. Dovolite, da vas osebno imenujem, vas očete in matere, ki ste v svojih otrocih prebudili prve besede in nadaljevali z oblikovanjem govorice, ki kliče človeka za brata in Boga za očeta. Dovolite, da vas osebno imenujem, drage učiteljice in učitelji, vas katehistine in kateheti, ki se boste lesketali kakor sijaj neba, ker ste mnoge poučili v pravičnosti. Kako vam zavidam, da se bo najprej na vas izpolnila napoved preroka Danijela. Lesketali se boste kakor zvezde. V današnjem času je toliko govorjenja, kot še nikoli doslej. Še nikoli se nad glavami ljudi ni valil tak plaz praznih besed. Vsakdo hoče govoriti, vsakdo hoče imeti pravico do soodločenja. Toda malo kdo ima res kaj povedati. Kajti malo jih je, ki bi prenesli tihoto in napetost razmišljanja. Gospod, pomagaj mi, da bom brzdal svoja velika usta in spregovoril šele, ko bom vedel, kaj moram reči. Kar manjka našemu svetu, kar dandanes bridko pogrešamo, so preprosti, dobri ljudje, prijazni ljudje, ki te v trgovini veselo postrežejo, ki pri okencu ne izgubljajo potrpljenja, ki v prometu ne izgubljajo živcev, ki ne vzkipijo takoj, če narediš napako. Besede so močno orožje in lahko povzročijo mnogo gorja. Po nikomur ne pljuvaj in nikogar ne ponižuj s svojimi velikimi usti. Trda, ostra beseda lahko globoko rani, lahko dolgo boli in zapusti v srcu brazgotino. V govorjenju bodi ljubezniv. Besede naj bodo luč, besede naj prinašajo spravo, naj nas zbližujejo med seboj, naj prinašajo mir. Kjer so besede orožje, tam si stojijo nasproti sovražniki. Življenje je mnogo prekratko in naš svet mnogo premajhen, da bi iz njega naredili bojišče. Cenjene gledalke in gledalci, nobena dobra beseda ne bo prešla. V tisoče dobrih ljudi se bo sejala, v pesnike vseh krajev in dob. Nobena lepa beseda ne bo prešla. Nesmrtna je, iz Boga je, spomin na pesem nedolžnosti v raju in tiho oznanilo večnih hvalnic v nebesih. Zato vam želim obilo dobrih in lepih besed. Ne samo, da jih slišite, ampak da jih tudi vi izgovarjate.